gledalci, prav prisrčno pozdravljeni še v eni domači oddaji Pot poti. Tokrat bomo spoznali Marijo Snežno v Zgornji Velki. Prisrčno pozdravljam tukajšnjega gospoda župnika Franca Časla pri Mariji Snežni v Slovenskih Goricah. Lepo pozdravljeni. Tudi jaz lepo pozdravljam vse poslušalce, zlasti pa gledalce oddaje Pot poti od Marije Snežne v Slovenskih Goricah, danes pa seveda rečejo uradno tudi na Zgornji Veliki. Na začetku bi vas, gospod župnik, prosil, da se našim gledalcem oddaje Pot poti na kratko predstavite in predvsem sem vesel, da sem prišel v ta del prelepe Slovenije, štajerskega konca Slovenskih Goric, prav na željo naših gledalcev oddaje Pot poti in verjamem, da bomo veliko lepega in dobrega slišali in spoznali. No, moji osebni podatki so pač takšni, čeprav bi moral ostati tajni, kot dostikrat slišimo po naših oddajah. No, rodil sem se 1. novembra davnega leta 1939 v majhni vasici pod Hom številka 3. Nekaj časa so nam to rojstno vas preimenovali in nekaj časa nisem imel niti več rojstnega kraja, no zdaj pa se zopet pod Hom. Kršen pa sem bil v župnijski cerkvi Sveti Frančišek na Stražah, danes krajše reče Radmirje, že kar drugi dan, tako kot to nekoč navada. In torej pišem pa se Franc Časel in seveda sem že kar nekaj let na tem svetu. Lepo Bogu, hvala. Kako je nastala župnija pri Mariji Snežni v Slovenskih Goricah? S samim nastankom cerkve je povezana tudi posebna legenda. Ja, ko recimo prihajajo kakšni romarje, pa tudi izletniki, me tu in tam kdo vpraša, kdaj je pri Mariji Snežni sneg zapadel. Kaj ti pozabljajo, da recimo Marija Snežna, pa vse Marijine cerkve, so pravzaprav hčerinske cerkve najlepše Marijine in največje Marijine cerkve, Marija Maggiore, Marija Snežna v Rimu. Mi pa se imenujemo, zakaj so imenovali ravno po Mariji Snežni, to bi moral vprašati takratne prebivalce, ki pa jih žal ni več tu med nami, so po večnosti. Pač pa ljudska legenda pravi, na tem griču, kjer smo sedaj in na najvišjih grič Slovenskih Goricah, 605 metrov visok, so rasli visoki gabri. In na teh gabri so prepevali neznani ptiči. In med gabri so ljudje videli tudi oltar z svečami, medtem ko so se v drugih župnijah okrog odvijale svete maše. In ljudje so potem videli svetlobo in so menili, da je to znamenje, da želim Marija tukaj imeti cerkev. Da je recimo to, da so gabri rasli, je čisto zgodovinsko točno, ker so iz enega gabra napravili darilnik, tako zapisano v kroniki, in so ga 1865 ukradli z likovci, torej kraje, ne samo sodobna iznajdba, so že nekoč kradli, in so razbitega našli tukaj v sosednji grabi, kot pravimo tukaj po domače, in razbitega denarja pa ni bilo notri več. Boljše, če bi denar pustili, pa darilnik odnesli. Zgodovinska resnica pa drugačna. V času jožefinskih reform je bila Marija Snežna seveda še brez cerkve in so hodili v Cmurek večinoma. Nekateri v Jakob, nekateri sveti Jurij, nekateri v Šentilj, nekateri sveti Ane, pač pa tukajšnji kraj večinoma v Cmurek, na oni strani Mure. In tukaj na naši strani pa je bil en grad, samostanski grad pravzaprav, Einsiedelberg, kjer so samostano živeli eremiti, puščavniki. In tam je bila tudi kapela Marije Snežne, njena slika se da naše cerkvi. In ker Jožef II, ki je urejal cerkveno in pa državno upravo, ni malo samostanov, zato je mnoge samostane ukinil in tudi ta je bil razrušen in so potem iz tega materijala nekoliko bolj od meja zgradili cerkev Marijo Snežno in ker so sliko prenesli sem pa glavni oltar, so tudi kraj in cerkev imenovali Marija Snežna v Slovenskih Goricah. In tako je dobila naša cerkev, pa tudi kraj,
ki se imenoval že prej Zgornja Velika ali Obervelnik ali Spodnja Velika pa Untervelnik, kar pomeni sicer višavje ali pa lovanje, ampak vse je Zgornja Velika, Spodnja Velika, pa tudi Marija Snežna v Slovenskih goricah. To je pa zgodovinska resnica, ki se nekako ujema z ljudskim izročilom in tako je teh 1000 prebivalcev, ki so takrat bili, dobilo svojo cerkev in korate, ker še ni bilo začetkov župnijska cerkev. Kot mlad kaplan ste prišli k Mariji Snežni v Slovenske gorice. Malo si kaj izkusili, tako lepega kot grenke trenutke. Pri Mariji Snežni vztrajate kot župnik že več kot 40 let. Zanimivo je, da ste kot vsak duhovnik, ki je prišel k Mariji Snežni, ostali pri njej do konca. Ali se motim, kaj vi menite o tem? Ja, moja pot k Mariji Snežni je zelo zanimiva, namreč, ko me je škof vprašal, če bi šel k Mariji Snežni, se ga najprej vprašal, če je šel to v Slovenije, ne? Ker nisem namreč za ta kraj res ne slišal, Sladki Vrh, ne vem, tam je tovarna, mogoče sem da je slišal, pač pa sem rekel, kamor boste škof določili, tam pa bom šel. In tako sem se potem 1. julija 1970 leta pripeljal 3/4/6 k Mariji Snežni, s sabo sem imel nekaj krožnikov, pa nekaj žlic, pa nekaj kozarcev, več nisem imel kot kaplan, da se ne bi razdobilo na tovornjaku, in smo potem tukaj se oglasili, nastopil pa sem službo 14 dni pozneje, ker še kaplan prejšnji ni odšel. Da pa tu na primer Snežni vztrajam tako dolgo, veste, je pa mogoče tudi to. Fare v Slovenskih goricah so precej velike, zemeljsko razpršene, nobenih pravzaprav vasi ni strnjenih in najbrž je škof zadovoljen, če ne silimo drugam. On pa je tudi vesel, da ima mašnika tukaj. Je pa mogoče tudi to, da ko prideš v kraj, tu so ljudje večinoma zelo prijazni, tudi zelo gostoljubni. In domašnika, čeprav morda ne hodijo tako zelo redno v cerkev, ampak mašnika pa tu spoštujejo. In so me tudi odrasli ljudje na cesti, kot kaplana, hvala Jezus pozdravljali, kar recimo v drugih krajih ni bil niti običaj, da bi te kdo vsaj še dober dan pozdravil. Tako smo pač to ostali, zdaj pa, ko sem že star, pa stare omare se ne splača predstavljati, ker bi se tako razpadla. Leta 2000 ste izdali tudi drobno, zelo nazorno knjižico Zetor iz Kronika z naslovom Marija Snežna v objemu Božjega in človeškega, kjer opisujete zgodovino nastanka cerkve, kraja, opišite duše pastirjev in ljudi. Kaj vas je nagovorilo k temu, da ste se lotili pisanja? Kako je pravzaprav vse skupaj potekalo? Ja, po osamosvojitvi Slovenije je spet postala zanimiva tudi cerkvena zgodovina in so si potem upali tudi bivši tovariši priti v cerkev tudi javno. In vsakdo tukaj od naših krajevnih funkcionarjev, pa odbornikov, pa svetnikov, tako dalje, ne svetnikov, pa svetnikov, je vsak v kraju vedel vse. In so mnoge netočnosti se pojavile, sem samo stremel in sem gledal, bral kroniko, poslušal razne zunanje razprave in sem mislil, da to pa ne gre. In sem potem pač iz kronike poiskal te važne podatke, zato ker mislim, da so duhovniki, ki so kroniko pisali in takrat živeli tu, najbolje vedeli o kraju, o ljudeh in o navadah in tudi o datumih. In tako sem potem napisal stvari, ki jih sedaj beremo lahko v tej knjigi, ki je nekakšno ogledalo Marije Snežne. V knjigi opisujete tudi začetke šolstva, kako je bilo nekoč in kako je s tem danes. Verjetno se še tudi svojih otroških let spomnite in ste našim gledalcem tudi najlažje to primerjavo dali. Ja, veste, jaz pač razmišljam kot Savinjčan nekoliko po svoje. In zato me je vedno motilo, ker so se po vojni dogajale stvari, da se je vse začelo komaj leta 1945, ne. Prej pa ni bilo nič. In so vedno poudarjali stoletnico šolstva in se rekel, prosim vas lepo,
v naši kroniki piše, da je že prvi korat Martija Purgaj, takoj leta že 1789, ko je cerkev bila v grobnem sezidana, 1789, to je že zdaj kar dobrih 222 let, da je učil 7 bučmanov, tako jim je napisal, ne, na cerkvenem koru, potem jih je učil na postrešju župnišča, ki takrat še ni bilo zgore sob, in potem pa se je pokazala potreba, ker je še ulka željnih otrok naraščalo, da so potem zgradili šolo, eno razrednico 1812. leta. Torej skoraj 80 let pred začetkom šolske ere. Tako da to je v naši fari, bi se lahko rekel, da je šolstvo bilo že dejansko 200 let, ne pa 100 let, to zdaj tudi že naši posvetni priznavajo, res pa, da ni bilo obvezno. Ampak šola je bila vedno premajhna in je bila potem v 2 turnusih in je bila vedno polna. Zato sem pa to napisal, ker je treba povedati resnico, da naši predniki niso ravno ljubili nevednosti, ampak so se že nekoč dali poučevati. Kakšen je pa tisti, ko pogledamo, imate tudi zvonovi, ali imate tudi zvonovi, imajo svojo zgodbo, ali lahko tudi tole? No, predno bi še, ko o zvonovi spregovorila, bi še rekel, tole v šolstvu danes je, veste, danes pa tako. Šola na Vranjem Vrhu je bila šulferajnska, zgradjena za ponemčevanje slovenskih otrok. Tukajšnja šola na Veliki pri Snežni. Šola pri Mariji Snežni, tako je Marija Terezija,
pa je bila že mislim, da 1888 leta ali 85, ne vem natančno, saj bodo to svetni zgodovine povedali. Tukaj je bila vedno slovenska šola, pa tudi na Vranju vrhu so slovenski duhovniki Marije Snežne vedno poučevali slovenske otroke slovensko, nemška pa malo nemško, samo nemških je bilo zelo malo. Zato me boli, če kdo smatra duhovnika samo zato, ker zavrača brezbožstvo za nazadnjaškega. Duhovniki pri Mariji Snežni so vedno bili narodno zavedni in so ljudi poleg verskih zadev tudi navajena lepo pisano in brano besedo. Zdaj pa gremo k zvonovom. To zvonovi, ki danes mnoge motijo, ne moti jih tuljenje tovornjakov po cesti, ne motijo jih bolniške sirene, rešilcev pa gasilske, in ne motijo jih recimo tale bobnenje tehle. Radio imajo vedno prižgan noč in dan v avtomobilu, bum, bum, samo slišiš. Motijo pa jih blagoglasni zvonovi in pri Mariji Snežni so takoj že 1818. leta, ja, že prve zvonove naročili, ampak so bili premajhni. Potem so pa nekaj kasneje naročili večje zvonove in ko so jih na rožavensko nedeljo posvetili, so ljudje jokali, peli, se objemali od ganotija, ko se je oglasil ta veliki zvon, 1950 programov je bil, pa ti je majhni zraven, to je bila resnična melodija. Potem pa sta prišla smoreški župnik, kamor še je Marija Snežna takrat spadala, uradno, in pa okrajni glavar, in sta prepovedala zvoniti, češ da se bo zvonik podrl. Ampak zvonik se ni podrl in ko so premerili, so ugotovili, da zdrži še marsikaj hujšega in tako sta z dolgimi nosovi odšla. No, potem so prve zvonove vzeli prvi svetovni vojni v leti 1617 za potrebe dvojne monarhije in potem so leta 1928 naročili 3 nove, ki pa so samo 15 let zvonili, ker so jih v letu 1944 že pobrala nemška vojska in eden, ta najmanjši, Svete Barbare, pa je ostal. In je potem 37 let sam zvonil v zvoniku, ko pa smo potem leta 1973 nekako se dogovorili, da bi mogoče mu priskrbeli še nekaj sosedov v zvonik, smo pa šli v akcijo, tisti čas je zelo drzna, ker bi lahko nam denar tudi zaplemni, pa smo ga, hvala Bogu, dobro skrivali, kaj ti ne smeš vsega pokazati, kar imaš. In smo potem naročili zvonove v Žalcu pri Feralitu in smo jih potem 15. julija, mislim, 15. julija v letu 1973 tudi blagoslovili pri cerkvi. No, in župnik si je ta čas prislužil tudi prijavo za sodnike za prekrške, češ da smo blagoslovili zvonove na zunaj cerkve, ampak tisti prostor zunaj cerkve je cerkven. In sodnica je rekla, na cerkvenem prostoru je tudi v našem času dovoljeno imeti cerkvene obrede, ne, brez dovoljenja, seveda, ker ni potrebno dovoliti, da boš lahko na svojem stal. In tako so potem, takrat nisem bil kaznovan. Nekaj let kasneje pa sem 6000 moral plačati enkrat sodnike za prekrške, ker naj bi nekaj na črno popravljali. Ampak hvala Bogu, ni črno, pač pa je kar v redu. No, zdaj pa imamo zvonove, 4 nove, mislim 3 nove pa starega, ki je eden težak 1054 kg, eden je potem težak menda 740 in 540 in pa 350 in nam lepo že od leta 1973 zvonijo v zvoniku denar zanje, so pa darovali izključno naši farane, za kar sem jim vedno hvaležen. Lepo. Kakšen je pa utrip župnije danes, kot verjetno smo Slovenci Marijin narod in tudi preko Marije pridemo k Jezusu? Ja,
Leta 73, no 70, ko sem prišel semka, seveda takrat ne moraš takoj presoditi. Takrat je bilo seveda veliko več mladine, veliko več otrok, kar 540 jih je bilo. Danes pa se je to razpolovilo, da jih je samo še 240, ker se jih nič več ne rodi. In to je že nekaj, kar je dejansko zaskrbljujoče. Ljudje pa tukaj, kot sem že dejal v začetku, so verni, zaradi oddaljenosti, pa tudi zaradi papirne tovarne v Sladkem Vrhu, kjer je šiht v 4 turnusih, so se nekako odvadili, prihajate tudi redno k maši, čeprav jih kakšni 400 vedno prihaja. Ampak zanimivo, ko pa je hišni blagoslov, pa razen na Sladkem Vrhu, ker so pač bloki in na to pravi mravljnjak, pa gremo vsako hišo blagosloviti in bi najboljša na smrt zamiral, če ne bi prišel. In takrat se potem pogovorimo, malo nasmejimo, včasih malo potarnamo, jamramo, kakor je pač navada, in potem smo veseli, da smo se videli. Lepo. No, imamo pa tudi pevski zbor, večji zbor, ki poje zjutraj pri maši, in pa nekaj mladine, ki poje pri pozni maši, včasih kaj na kitare udarijo, in na strunje torej, pa kakšne popevke, drugače pa tudi župnijski svet imamo, ključarje, tako da nekako župnija živi, res pa da, ker sem sam, da kaj posebno revolucionarno ne morem na začeti, ker sam lahko dela samo to, kar lahko delaš. To je res, ampak obnovili ste cerkev. Ja, cerkev pa smo začeli obnavljati že v letu 71, najprej streho, potem pa smo nabavili zvonove, potem smo gradili tam še javno stranišče, ki je seveda neuporabno, imamo pa seveda tu pri župnišču našega, ki pa je uporabno. In potem smo seveda v cerkvi vse prenovili, elektrificirali, nove lestence, novi oltar, mislim pač obnovili oltar popolnoma, vse ekipe, seveda in tudi orgle imamo nove od leta 96. leta, pa centralno imamo že od leta 80, 1980, tako da kar nekako in vse to, veste, so dali naši ljudje od 2-krat obdavčenega denarja. Kajti to, kar ljudje od cerkve dajo in kar mnogi danes tako v nos, češ, da ljudje dajejo, ampak to, kar darujejo od cerkve, je že bilo obdavčeno pri delovnem razmerju, potem pri dohodnini in od tistega 2-krat neto še ljudje, ker imajo radi svojo cerkev, prispevajo in dajajo in silno radi pa pomagajo, kada se kaj dela. Zdaj nimamo več toliko, ker smo že obnovili vse strehe, vse zidove, vse fasade, notranjost, seveda pa moj naslednik moral začeti ponovno, kajti nič, kar na zemlji delamo, ni trajnega. To ste lepo povedali. Tudi lepo je cerkev krščena, tako da tudi dosti krat pozabimo na tisti, ki krasijo cerkev in jo urejajo, čistijo. Ja, hvala Bogu, recimo zdaj pravzaprav cerkev bolj krasi, ne vem, če lahko povem ime Muhrič Peter, seveda včasih še tudi jaz kaj pristopim, pa to pa treba še mu to pomagam. Ljudje pa navadno prenesejo rože in jaz rečem, da najprej se najlepše, ker naslednji teden bodo pa druge narate najlepše, ker bi jih Marija blagoslovila. Lepo. Morda bi za naše gledalce, tudi verjetno imate dosti teh romarskih skupin, ki se tole cerkev pogledajo, kako priti do vas oziroma kdaj imate svete maše? Maša imamo najprej Marije Snežne ob nedeljah ob 7 in ob 10. Če se pa kakšna romarska skupina najavi, pa imamo mašo takrat po dogovoru, če jaz slučajno ta čas nisem zavzet, lahko takoj, drugače pa malo zamaknemo, malo vse, malo tja, in tako da to ni problem. Javijo se pa samo na naš hišni telefon, ki ga dobite v vsakem imeniku telefonskem, če bi vam povedal, bi tako se ne zapomnili,
tam se najde župnijski grad Marija Snežna, Zgornja Velika, in tam vse dobite. In navadno je tako, da potem po izletniških skupinah ali pa po romarskih jih povabijo še na eno kupico vina, včasih tudi lahko dve, kajti v Slovenskih Goricah so ljudje tudi v tem zelo radodarni in mi nekaj mošta darujejo in tako potem lahko jaz ta mošt za promocijo naše fare ponudim in rečejo, dobro vino imate, ja, ker tukaj dobrega predelujemo. Točno tako. Ker naše oddaje poti gledajo tudi naši gledalci po celotni Sloveniji, pa tudi preko krščanskega, vatikanskega štednjega RKC, tudi v tujini. Morda za tiste, ki ne vedo, kje ta Marija Snežna Velika je, morda, na kratko poveste, kje sem jaz, vaš gost, lahko pridete do vas. Ja, gledajte, če ne veste, kje je Marija Snežna, Zgornja Velika, boste pa mogoče Sladkevelj, ki tudi spada v našo župnijo, boste pa lahko prepoznali, kajte tam je pa tovarna Paloma papirja, toaletnega papirja, in ta tovarna je pa znana pravzaprav po celi Evropi. Šentilj v Slovenskih Goricah, tam, kjer je bil včasih največji mejni prehod, tudi poznate, in pa mejni prehod Trate ali Smurek je tudi prepoznaven. Glede, v tem območju, če boste tam kogarkoli vprašali, kje Marija Snežna, vam bo pokazal s prstom, tamle je in boste lahko našli. Lepo. Če pogledate začetku vašega pastirskega dela pred 40 leti pa do danes, kaj se je tedaj spremenilo, kaj bi se dalo izboljšati, morda kaj pohvaliti, čeprav ste že vaši verniki pohvalili? No, meni pač pravijo, da ne rad hvalim. In moram reči, da redko kdaj pohvalim, zato ker če bi vedno hvalil, mislim, da se to hecam, šalim. Kajti hvala, če delamo za Boga, je Bog nas bo pohvalil ali pa tudi pograjal. Upam, da nam bo odpustil predvsem. Ne? Zato torej sprememba od takrat do danes je predvsem tem, da sem sedaj 40 let starejši in nekoliko že moči pešajo, čeprav, kot vidite, jezik še ne peša, hvala Bogu, tukaj še ni kakšnih posebnih sprememb. Glede pastirstva pa tako, da ne bi rekel, da ravno tako rapidno nazadujemo. Je pa res, da mogoče je neki trend, da mladi ljudje včasih odhajajo, to da danes, ko je bila poroka in je bilo veliko mladih, imamo občutek, da so primaši bili primaši, ne samo tako, da so tam sedeli pa občudovali nevesto pa ženina, ampak tudi, da so nekaj zaslutili, začutili, veste, ker končno ta svet nam ponuja samo grob in črve in ker smo ljudje pač pametni, imamo, upam, vsi razum in zato pa človek razmišlja in si misli, ali ni potem bolj pametno, da se oprimemo tistega, ki nam z gotovostjo ponuja nekaj boljšega, nekaj večnega, nekaj trajnega in nekaj čudovitega pri Bogu. To ste lepo povedali. Kaj bi morda dejali o molitvi sveti maši, predvsem tem našim mlajšim gledalcem? Molitev, vidite, to bi moral Gospod vprašati kakšnega teologa. Kajti recimo, jaz sem od domače hiše navajen, da smo vedno molili, zlasti še rožni venec v postnem času, pa tudi v adventnem času, smo molili kleče zvečer. Včasih je kdo otrok tudi malo zadremal, no pa ga ta potem prebudil, da ga je rahlo krcnil, kar z rožnim vencem, pa nič se ne poznalo ne rožnem vencu, pa ne nam, ne. In to se nam je čisto normalno, da smo molili, da smo šli k sveti maši in da smo nedelje in zapovedane praznike praznovali. In tako smo potem imeli praznik, kajti nekako je se to zajedlo v mene, pa tudi v nas, da je molitev dejansko dihanje duše, dviganje našega duha k Bogu in kdor ne diha, pač umrje. In kdor namreč ne moli, potem je njegova duhovna plat nevarnost, da bo zamrla
in če potem ta duhovna plat zamrje, potem pa res ostane samo kost in pa meso, kar pa je razpadljivo. Ono pa je večno. Točno tako. Kaj bi na koncu oddaje Pot poti položili na srce našim gledalcem oddaje Pot poti? Ja, jaz bi vam položil na srce to, pridite k Mariji Snežni, poromate sem, kaj ne, in boste v živo slišali mogoče še kaj drugega, ne. Mogoče vam bom povedal tudi, zakaj je naš zvonik 5 metrov nižji, kakor bi moral biti, ker danes tako pravimo, kako kradejo. Ampak v naši kroniki je zapisano, da tisti mojster, ki je zidal to cerkev, toliko materijala pokradel, da so morali zvonik znižati, ker ni bilo več materijala. Torej kraja, ni torej znajdba sodobnih tajkunov, ampak je že bilo nekoč, samo da nekoč so rekli kraja, danes pa rečejo privatizacija in tako nihče ni kaznovan. No, in bi vam želel priti k Mariji Snežni in pa želim, da bi vam te besede bile nekakšna spodbuda, da ne bi, kot se zdi današnja poročila, pa na časopisi, ko je noto samo negativne stvari, kako da smo vsi lopovi in nič dobrega ni vidite, veliko lepega je, samo da to, kar je lepo, se navadno skriva, ne razkazuje, to, kar pa je divjega, pa navadno, tako kot plevel, se bohoti, dokler ga do ne odstrani. Torej, poslušalci in gledalci oddaja Pot poti, vas od Marije Snežne prav prisrčno pozdravljam in vas vabim, pridite. Poklon, jaz sem na srca zahvaljujem za pogovor. V življenju vam želim dosti zdravja, obilega Božjega blagoslova in vse dobro na vaši življenjski poti. Hvala, tudi jaz se zahvaljujem za vaš obisk, ne? In če bo komu mogoče se utrnila kakšna duhovna misel, potem je oddaja dosegla svoj namen. Bog daj. Vas, spoštovane gledalke in gledalci, pa pozdravljam s tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija, do naslednjega snidenja v oddaji Pot poti.